torej 60 let nazaj in nekaj dni in mesecev, je bila svečano odprta palača ljudske skupščine. To je bilo ob 11. in od takrat naprej se je dogajala tudi zgodovina slovenske države in slovenskega naroda v tej stavbi. Leta 2000 je bila prva velika obnova, takrat torej pred 20 leti je Državni zbor obnovil veliko dvorano. Naslednja pomembna obnova je bila leta 2007. Takrat so se prenovili obe dvorani na Tomšičevi strani in kasneje so se ves čas delala obnovitvena dela, ampak nikoli v mali dvorani. In mala dvorana torej v 60 letih je postala povsem neuporabna. Potrebno je povedati, da načrti za obnovo male dvorane so bili pripravljeni od leta 2009 naprej. Arhitekt je bil gospod Andrej Šmit, vendar enostavno si ni vzelo časa, volje, da se to naredi. V času, ko se bližamo predsedovanju, je prišlo pač do nujno potrebne odločitve, da se sama obnova izpelje. Obnova, ki je bila pomembno bolj zahtevna, kakor je bilo načrtovano, bistveno več je bilo razbijanja, tudi motenja rednih sej Državnega zbora, je uspešno končana do 23. decembra, zakaj se vsem, tako Državnemu zboru, generalni sekretarki in ostalim, ki so skrbeli za obnovo, kakor izvajalcem zahvaljujem. Mogoče samo, da to povem, 23. december v tem Državnem zboru je pomemben dan. 29 let nazaj, torej leta 1990, 23. decembra smo imeli plebiscit. Leto dni kasneje, 1991, je Državni zbor sprejel v veliki dvorani prvo samostojno ustavo Republike Slovenije in leto dni kasneje, leta 1992, se je slovenska oblast na novo konstituirala. V tej zgradbi sta se konstituirala tako Državni zbor in Državni svet, prav tako je prvič zaprisegel prvi predsednik samostojne Republike Slovenije. In danes, to leto je bilo pomembno, to leto smo torej obeleževali tudi 30. obletnico sprejetja ustavnih amandmajev, ki so omogočili miren prehod v novo politično ureditev, ki so omogočili vpeljavo demokratičnih prvin in nenazadnje Slovenijo tudi zaščitili pred razglasitvijo izrednih razmer, kar je bila nevarnost in so bile grožnje se strani Beograda. In na ta dan bomo danes odprli tudi prenovljeno malo dvorano slovenskega parlamenta. Hvala, da ste z nami. Več pa bo o sami obnovi povedala generalna sekretarka. To je to. Spoštovani, danes, kot rečeno, odpiramo prenovljeno malo dvorano, v kateri prvenstveno zaseda Državni svet Republike Slovenije. Z prenovo dvorane smo odprli neko novo poglavje v slovenskem parlamentu. To, kot je že povedano, je zadnja stvar, ki je bila potrebna obnove in tudi najbolj potrebna obnove. Dvorana bo služila še naprej svojemu namenu, to se pravi plenarnim sejam Državnega sveta, obenem bo pa služila tudi posvetom, ki jih bo po novem organiziral tudi Državni zbor. Izkazalo se je, da so posveti Državnega sveta z civilno, strokovno in laično družbo izjemno pomembni in velik doprinos k razvoju demokracije in vplivu javnosti na zakonodajo v Sloveniji, tako da pričakujemo, da bo v tej dvorani v prihodnje še bolj živahno, kot je bilo doslej. Torej, jaz sem predvsem vesela, da je ta projekt obnove dvorane uspešno za nami. To je bil eden večjih projektov, ki jih je Državni zbor izvedel v zadnjih 20 letih. Predvideni stroški so bili 1 400 000, pričakujemo, da bodo zaključni stroški dejansko nekoliko višji. Ocena tega je 1 550 000. Povešanje stroškov je šlo predvsem na račun dodatnih del, ki so se izkazale ob stari stavbi, kar Državni zbor je, in ob prenovi, kajti potrebno je bilo spreminjati tudi balkone stranske, ki jih vidite, in postaviti novo konstrukcijo, tako da povečanje stroškov gre predvsem na ta račun.